Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Glede na to, da je vroče in da si komaj najdemo kakšno hladno senčico, se nam je zdelo prav, da pa danes v današnji pogovorni oddaji ne bi govorili na neke težke teme. Tako da smo povabili v našo družbo dva naša domača humorista, stand-up komika, šaljivca, Simono Kosi in Matjaža Kosija. Lepo pozdravljena oba. Pozdravljena. Vama je kaj vroče? Prijetno hladno. Ja, je bilo še bolj vroče, ne? Pa zebe nas ravno ne v tem času. No, zanimivo je to, da sta bila že v gosteh verjetno na številnih medijih, ne? Doma pa zadnja. Zakaj je to tak, Matjaž? Ne, doma najpomembnejše. Prvo se moraš izkazati drugje, da prideš potem doma na predstav. Da te doma cenijo, ne, Simona? Točno tako. No, seveda bomo danes govorili o vajinih skečih, ki razveseljujejo Slovenijo. Težko bi rekla, da nisem katerega od teh videla, zato ker so upadljivi in sedaj že kar čakaš, ne, da bo nekaj novega. Kdaj sta pa pravzaprav začela s tem? Simona, boš ti povedala? Ja, začela smo leta 2011 z Belim zajčkom. Kam gre Beli zajček? To je v bistvu bilo prvo tisto najino, ko smo prišla malo bolj v javnost. Potem smo nekaj let si naredila pauze, diploma, družina, oziroma poroka, družina, otroci. Zdaj v tem korona času, ko se pa korona začela, pa smo malo več časa imela vsak za sebe, oziroma to iz skupnega časa, ki smo bili doma, pa je Matjaž dal predlog, če bi midva spet kaj posnela. In prvi posnetek je šel na splet, je v bistvu bil dober odziv in moj mož je pač takšen, da vidi v tem nove izzive in je kar hitro dobil idejo še za naslednjega in za naslednjega in jih je zdaj že kar nekaj, tako da. Matjaž, odkot pa vse te ideje? No, vemo, da si ti kar, ne, si se preizkusil v režiserskih vodah, tudi neke take filmčke si že snemal. Jaz sem hotel študirati režijo nekoč, ne? Pa sem šel takrat na AGRFT, pa nisem bil sprejet, pa vedno bila ta želja v meni, ne? Da bi nekaj snemal, pa nekako je potem v bistvu v zelo odrasli dobi že, ko sem že bil pri koncu z študijem, sem potem nekako začel spet v to smer delati. Potem pa, kot je rekla Simona, sva nehala, ker sva posnela ta skeč, sploh nisva mislila biti nikoli humorista, ampak sva posnela skeč čisto brez veze. Potem sva delala vse druge stvari, potem sem šel malo v politiko, pa sem tako komaj čakal že, da grem iz politike in se rekel Simoni, zdaj pa hočem delati nekaj čist drugega, ne? Da se malo sprostim, nekaj sproščujočega, nestresnega in potem je posegla korona in tako je rekla, smo začela snemati tako čist brez veze in se kar hitro prijelo. No, vsi tisti, ki morda torej ne sledijo teh vajinih skečev, ki jih ne vidijo pač iz kakršnega koli razloga že, skriti so navadno pod, oziroma niso skriti, ne, pod imenom Misticizem. Ja, to je res, ja. Evo, majčka. Ja. Na Facebooku ne, se predstavljata pod tem imenom. Vsi tisti predlagam, da si za začetek pogledamo dva takšna skeča, kako to pravzaprav izgleda, da se bomo potem lahko dalje pogovarjali. Ej, kako kilti te kože? Ja, ko vam vnotri držim, te manj točno 100. Ja, kaj pa, ko vam pa ne držiš notre? Te pa ne vidim prek. Kako? Kako? Ne, to je so. To je samo da me sač. To je samo. O, neco so rekli, ki me nekaj iščeš, nekaj me trebaš. O, ja, nekaj bi se pogovoril. Nekaj me muči, veš. Kaj te muče? Iskren bom s tobom. Ne morem več držati v sebi. Prevaral sem te.
A ja? Te pa dobro, zdaj mi je malo ležje. Jaz pa tebe. 1. april. Jaz pa 7. februar, 13. marec pa 22. marec. Pa 27. marec. No, šlo je torej za kilažo tvojo, ne? Ja. In šlo je potem za tehtanje, ne? Simono, kar jeziš malo, ne? Izstopaš na tisto vago. To je res, ja. Rad me jezi. To je Tudi glavno. drugače. Tudi v zasebnem življenju, ne samo v tem, ko snemljamo. Aha. Ne? To pomeni, da je vseeno v teh filmčkih malo se Predvsem Simonin odraža. karakter je zelo realen v... No, No, evo. povej, kako je. Kako si rekla? A ne, Simona je zelo v redu in v filmčih je popolnoma drugače. Tak si mi, mislim, tako moram povedati. Mislim, tako je v resnici, ne? Ja, tako No, da. to je tudi iz enega tega vašega vajnega skeča. Kdo pa scenarije piše ali kako to pride do tega? Matjaž je glavni Aha. režiser, scenarist, snemalec, vse. Jaz pa pač po navodilih šefa odigram. Besedilo si sama izmisliš ali ti on Vse on. Aha. Jaz Ti sem samo igralec, odigraš. jaz nimam, kako se to reče, pravo glasanja, Aha. ne? Tako da moram delati vse tako, kako on No, določi. ni tako hudo. No. Je tako hudo, ker ne smem nobene svoje zamisli včasih. Ona rada poleg kdaj bi rada kaj pomagala, pa kaj, ampak jaz si že prej v glavi vse zamislim in ji rečem, Simona, Ja. ne rabim dodatnih idej, ker že imam idejo, kako pa kaj. No pa vsem temu, kar videvamo, se vseeno zdi, ne, da sta tak idealen par pravzaprav, 4 otroci, ki jih treba vzgajati, preživeti. Kako vam to gre vse skupaj? Pred kamerami si lahko idealen par, ne, če tako igraš. Ne. Drugače smo pa čist navaden par, čist povprečen par, tako kot vsaki drugi, tako da... No, ne, še Simona pove. Jaz smo čist povprečen par, ki se tudi v zasebnem življenju skregata, z otroci, ki naj jezijo, ki jih moramo tudi meje postavljati, tako da ja. Verjetno ni enostavno, ne, biti mama 4 otrokom in skrbeti zanje. Jaz vedno rečem, da imam 4 otroke in pol, tako da imam 4 otroke in pol in je včasih kar zahtevno, ampak če pa imaš pomoč tiste polovičke še, ne, pa gre vse lažje. Ja. No tudi starejšo hčerko, najstarejšo, ne, že vpeljuješ, smo jo že videvali tudi v kakšnem zanimivem skeču. Ja, ona se sama vpeljuje, ker zelo rada, ona bi kar vedno igrala poleg, pa te včasih najdem kaj takega, da je za njo primerno, ne, pa tudi sin ta večji, A že? rad igra zraven. Ja, Aha. ja. No, zelo čustveno je bilo tisto tvoj prihod iz bolnišnice. Žal te je doletela tebe, Simona, ta nesrečna korona. Ja. Kako se počutiš danes? Prihajam v staro formo, zdaj čez par dni se vračam v službo, ker zelo se veselim, da grem spet nazaj, glede na to, da se v Ormožu zdaj glih vso glavno dogajanje glede ormoškega poletja, ormoški občinski praznik je za nami. Tako da ja, Matjaž je imel pripravljeno že v glavi moj prihod oziroma kaj mora posneti. Otroci dejansko niso vedeli, da mama pride domov, tako da je res bilo pristen posnetek. En del ni bil pristen. Ker sem jaz se peljal s prižganim telefonom, da jo zagledam, kje me bo čakala in potem mi ona maha iz gostilne, da ona že tam pila kavo. Jaz sem mogla iti na kavo po pol meseca v bolnici, ko se je zaprti prav paše kava na terasi v senci, tako da ja. Sem rekel, zdaj bova pa posnela še enkrat moj prihod po tebe in sva bolj posnela še malo drugače. Koliko tednov si bila v bolnišnici? Ja, 16. dan so me spustili z bolnice, ja. Je bilo kar, ja. Je bilo kar hudo, tako da pa predvsem še to, da si odtrgani od družine, od vseh 4 otrok, da ne moreš biti z njimi, da se v bistvu samo gledaš po videoklicih, pa to ne, to je bilo še dodatno tisto, kaj te žalosti pa to, ampak hvala Boga, zdaj vse tako kot mora biti, no.
Kako si ti to premagal, smo videli, ne? Pa, je Mali šlo. comeback. Je šlo, jedli smo malo več kuhanih hrenovk, to, kar edino znam skuhati, ampak so pomagali tudi drugi, pa smo preživeli. Ja. Babica je zelo dosti pomagala. Ja. No, ko torej posnameta ta en skeč, en filmček, ne vidi se, da je to zmontirano, da to ni kar tako, kako pravzaprav to poteka. To je v današnjem času tako zelo enostavno, da res traja 2-3 minute. Prvo dava na platformo TikTok, to je še tako med starejšimi zelo neznana stvar, ampak je velik boom, tako da mogoče nagovorim tudi, če kdo pogleda kakšni privatnik ali kaj, da naj čim prej začne uporabljati to, ker je še zelo malo tega gor, kakšnih firm pa tiste, ko so zdaj zelo vpadljive, ne, ker jih je malo. Tako da, to je res boom, to so vsi po 20 let, so vsi na tem TikToku. Tam posnameš, zmontiraš v tem programčku, to mi vzame 5 minut, potem naložim na TikTok, naložim na Facebook, naložim na Instagram in je to. In že razmišljam o novem filmčku. No, veliko se je pisalo o vama, večina, ne, vaju zelo hvali in vaju pravzaprav obožuje. Koliko ogledov je pravzaprav tega, recimo, Simona, boš ti povedala, ti vodiš evidenco? Ne, to tudi Matjaž vodi, statistične podatke malo bolj. Ja, mnogim sva všeč, ker sva taka preprosta, ker sva se zmenila, da ne bomo nekaj komplicirala, ampak da bomo probali čim bolj življenjsko, vsako stvar odigrati, seveda potencirava do onemoglosti, da je toliko bolj smešna. Nekateri nisva všeč, kar je čisto normalno, včasih tudi, ko kaj posnameva, pa potem grem čez 2 dni gledati, pa si mislim, zakaj sem to objavil, da še meni ni všeč. Pogledi pa so tako čisto odvisno, v povprečju so tam 40-50 tisoč, 60, so pa tudi že v milijonskih številkah ene, tisti ta najbolj uspešen video, ko so ga že, ne vem, so ga že videli, ta, ko stopam na vago, Simoni, ta ima 17 milijonov na Facebooku, pa mislim, da 11 milijonov na TikToku, tako da je šel kar po celem svetu. No. Mislim, to so famozne številke, ne? Ste pričakovala takšne? Ne. Tudi že z Belim zajčkom nismo pričakovala, da bodo take številke. Zdaj pa s temi kratkimi filmčki pa še bolj ne. Tako da ja, smo kar presenečena, ko malo pogledamo oglede za nazaj, da vidimo, kako se še vedno povečujejo. Ne. No, zanimivo je to, da tudi vse več reklam snemata, ne? Ja, dobila smo ponudbi, zdaj, ko smo se malo bolj pogosto začela pojavljati na teh platformah, smo dobila ponudbe, da bi mogoče kaj posnela, pa od začetka nismo, pa smo rekla, da ne bomo. Pa bilo teh ponudb vedno več, pa smo videla, da je mogoče v tem kakšen potencial, da si kakšen dodatni zaslužek dobiš, tako da ja. V bistvu ne snemamo zaradi denarja. Ne zaradi denarja, ampak lahko. Zato, ker v bistvu tudi, ko delava reklamo, narediva skeč. Ja. In sva rekla, zakaj ne bi naredila skeč, pa še nekaj zraven mogoče malega zaslužila. Tako da sva si naredila tudi popoldanski SP, pa delava tudi reklame. Ampak res, ko vidimo, ko nas kontaktira nekdo, ko imamo kaj v glavi, za kakšen izdelek, ko veva narediti skeč, za vsako stvar tudi ne gre. Ne? Tako da. No, v nadaljevanju si poglejmo še 2 takšna skeča. Sta kar zanimiva, pa jo bomo potem še tudi pokomentirali. Kaj te ti delaš? Ja, rože za Levlan. Pa ti veš, kaj so to umetne rože, ker so neprave. Ja, se vem, ja. Se nemam voda notre. Tako ne, Simona, ti zalivaš umetne rože. Rasle niso, ne? Ja, in potem brez vode, ne, normalno. Brez vode, ja. No in ti, Tomaž, Matjaž, ja, kaj praviš na to? Moral si pokomentirati, ne? Seveda, ne. Takšno nenavadno situacijo. Ja. Potem pa, drva sekaš, kot smo videli tudi, ne? To tudi delam drugače, zelo rad, ja, to pa res. Res, Simona? To pa res. To pa res rada delajo. No, seveda, pravzaprav, da je potem tisto potez tako skregata za res. Ostane čas tudi za to, ja. Ja.
Ampak sva pa res taka, da se nikoli, koliko smo skupaj 12 let, res se hitro skregava, oba sva kolerika, oba sva, ne, ampak sva si tudi takoj dobra, tako da nisva še nikoli šla kakšna skregana spat. Tako enih 5 minut po mojem naj drži, ali pa 10, pa smo že pol. Se pa dosti krat skregava, dosti krat na dan se skregava, takšno, malo. Kot običajno, ne? Tako Vsi bo. na konci. No, kaj je pravzaprav misticizem? Ne? Me prav zanima, zakaj ravno pod tem naslovom torej predvajata. To bi si mogel, jaz, to me dosti ljudi vprašava, si mogel zmisliti nekaj zanimivo. Ne, rekla smo, da bomo že filmček na to vprašanje posnela. Ker ni zanimiva zgodba, ne? To jaz sem študiral teologijo in to je misticizem, ena smer v teologiji in sem si takrat naredil ta mail pred dolgimi leti in potem sem Belega zajčka, ko smo posnela Belega zajčka, sem si naredil YouTube račun in sem dal isto ime, kot je bilo v mailu in od takrat je ostal ta misticizem, ne? In zato je misticizem, tako da to pomeni v bistvu čist nekaj kontra temu, kaj mi dva delava. Tako da se pravi, morava si izmisliti nekšno dobro zgodbo, izmišljeno, ki bo bolj... Da bo malo bolj zanimiva. Ja. Ja, saj, pravzaprav je že to, ne? Samo ime misticizem, ki torej nekako ne gre z vsemi temi skeči, zelo zanimivo. No, povedala sta, oziroma po vseh številkah, ne, ki si jih Matjaž povedal, je to ogromno številka, sploh si je ne možeš zamisliti, ne, milijonska. To dejansko takšne toliko všečkov dobijo in ogledov imajo super zvezde, ne. No, pa... Mi dva smo še vedno Simona in Matjaž. Ne, saj tudi nič se ni spremenilo v najnem življenju drugače, ne. Hodiva v službo, imava otroke, edino kaj to delava, pač zraven, pa tudi tako sva se zmenila, da bo tako ostalo, tako da. No, verjetno veselje pa je, ne, hobi nekaj. To pa sigurno, vesel sem sigurno, ko vidim, da nekaj uspe, da gre, ne vem, čez 100 000 ogledov, to je tako ena meja uspešnosti, takrat sem vesel seveda, se zato delam, da vidi čim več ljudi. No, seveda pa se vedno pojavijo tudi tisti, ki jim nista všeč, ne? Imajo to kaj prizadene? Ne. Mene že dolgo ne. Vse, kot sem prej rekel, sem bil v politiki par let, pa tam se navadiš vsega hudega, ne? Tako da dobiš debelo kožo, da te pol ne prizadene več. Hejtanje, ne? Hejtanje, ja, predvsem dostikrat, največ hejtanja. Ja, na mojo postavo pač imam najbolj popolne postave in pač v javnosti pa bi moglo biti kak je 90, 60, 90, ne? In če bi me to zdaj oviralo oziroma prizadelo, teh filmčkov ne bi snemala, so pa kar na mojo postavo in na težo se delamo norca z tega, ne? Ja, je pa, ne, potem pa ne bi bila tako zanimiva, ne, ker vse tiste, ki se pojavljajo nekje, so dejansko s tistimi idealnimi merami, ne, evo. Super, Simona. No, poglejmo si sedaj še naslednja dva filmčka, ki sta ravno tako zanimiva, ne, nič manj kot vsi ostali. Smešna, ne, poglejmo. Razen tega, ko sem minula s kolegoma, tako smo se prej, kako lahko ostaneš tako mirna? Kako si lahko tako mirna? Meni živec tako dela. Zato, ker te grem v kopalnico pa temeljito spucam. A ja, kaj, školjko pucaš pa tuš in to te pomirja. To je vrede. Ja, ker ponavadi vzemem tvojo zobno ščetko. Dobar dan. Kje pa te moja žena? Kaj? Matjaž, to več ne funkcionira. Preselila sem se nazaj k mami. Simona. In samo na mene pa odgovornost prelaga, vedno samo Sima. Zdaj pa kliče. Ja, prosim. Halo. Kaj ne funkcionira? Če pa je mrzlo, zmržjeno gori, doli dela lučka, kaj ne funkcionira? Mami, jaz grem nazaj. Vse tak glupega človeka ne moreš pustiti samega. Matjaž, si kdaj našel dejansko listek na hladilniku? Ne. Ne. Ampak se mi je zdela taka dobra ideja, ne, da se naredim včasih malo tudi
norega, mislim, sami sebe se včasih ponorčujem, ne, tako da mi je bilo dober scenarij, ampak ko sva snemala, sem pol rekel, to ne bom objavil, ker se mi je zdel malo, ni mi bil smešen, sem mislil, da ne bo ljudem smešen, da ne bodo razumeli tega, ampak potem pa je bil zelo uspešen video, no, mi je bil zelo smešen ljudem. No tudi dejansko, ko si jezna, čistiš kopalnico? Ja, pa še kakšne druge stvari, ja, tako da. Aha, da si malo... Ampak ne z mojo zobno ščetko, upam, da. Nič ni pokomentirala. Gremo naprej. Gremo naprej? Gremo naprej. Kakšne imate načrte v zvezi s tem? Pravite seveda, da je to hobi, ampak glede na to, kako uspešna sta, verjetno bi bilo potrebno kaj... Korak po korak bova videla, ne, kako se odvijajo, kako se bodo še nadalje odvijale stvari. Probala bova še širiti, da bo čim več ljudi na najnih platformah, zdaj imamo jih na Facebooku 50 000 sledilcev, na TikToku 70 000. Poskušala bova delati še kakšne videe, ki nimajo ravno teksta, ne, tako smo prej videli, ne vem, odstopamo na vago, ker taki videi so potem za širšo javnost, ne samo za Slovenijo. Drugače pa pustimo se presenetiti, če nam kdaj to nekako pride čez glavo, da bomo rekla, dovolj je, ne greva se več tega. Oziroma otroci morajo bolj zrasti, da bo več časa. Ja. Tako da. Takrat je mogoče, da se malo kaj še. Mogoče pa bova takrat nehala, ne vem, tako da sva si rekla, dokler se zabavama, dokler nam to kot nekšna sprostitev bova delala, kako pa bo to postalo neko breme pa nekaj, tega pa ne rabimo še poleg vseh ostalih stvari, tako da takrat bo. No, dobivate kakšna pisma oboževalcev, recimo? Ja, zelo presenetilo nas je, ker je ena mamica poslala ti posnetek enega malega fantka in 7 let. 8 let je vedel na pamet čisto celi video najen in moj govor in Matjažov govor, pa dostikrat po Facebooku dobivamo zasebno sporočila, da smo jim v tem korona času, da smo pripomogla, da so se nasmejali, da so postali dobre volje. Tako da to pa nama da še dodatno spodbudo, da delamo za to, da je ljudem fajn. No, to pomeni, da vseeno spodbude so, ne, ki torej človeka na nek način ženejo naprej. Točno. Zelo lepo se mi je zdelo, zdaj ko nekaj časa nismo snemala, ko je bila Simona v bolnici, da so pol, ko sva dala gor spet končno najin video, da je ogromno ljudi napisalo, da so naj pogrešali, tako da res vidimo, da ljudem polepšava malo dan, da jih nasmejeva, da to probava čim bolj nekšne takšne stvari snemati, ki ljudi ne razdvajajo, ampak ki se jim bolj kot ne vsi nasmejejo. Ne. Prej sem želela povedati še tudi to, da seveda opažamo na teh skečih tudi prevode v angleščino, ne? To je najbrž ravno zaradi tega, da tudi, ne? Ampak bistvo tega je seveda ta naš domač govor, prleščina, fina. Glih zadnjič me je ena gospa vstavila pri zdravstvenem domu, pa smo malo se pogovarjali in je rekla, da je bila njena prijateljica iz Gorenjske pri njej, pa da je kazala filmčke, pa sam gospa ni razumela in je prevajala, ne, in je rekla, pa veš, ni to bilo to več, ne, ni to bilo to, ne, se zgubi čar vsega, se zgubi, ko prevajaš, ne, da te drugi... Lahko pa vidimo eno ironijo, da ogromno ljudi misli, da sva Prekmurca, ko ne posluša, ne. Tako da je to zanimivo, ne, da sploh ne poznamo lastnih narečij, lastnih države. Ne. Simona, ti si se sedaj že kako dolgo na tem ljubem Strmcu pri Ormožu? Uradno od poroke je bilo ravno mesec dni nazaj, malo več, no je bilo 9 let. Ja. Doma pa si? Iz Gorišnice, drugače. In si torej na Strmec prišla za snago? Točno tak. Jaz se hecam, da dobimo tisti, ko v Ormož oženimo nekoga z Gorišnice, da dobimo subvencijo. Ja, zanimivo. No, poglejmo si še naslednja dva in sicer imamo sedaj še, tisto, kar malo gre, ne, na tvoje kile. No, kot si povedala, ne, v glavnem veliko se šalita na svoj lastni račun, to je eden super, ne, po mojem, eden najboljših. Ja, pa tisti še en zadnji, ki si bomo ga ogledali, ne, je tudi takšen sarkastičen.
Kaj pa ti delaš? Kaj delam? Navodila doktorica poslušam. Rekla je, če slušate, moram večerjo preskočiti. Pa s njo. Matjaž, nekaj te manj zapovedati. Drugega manj. Zapuščam te. Ločila se bom. 50% vsega ti bom pobrala. Deca grejo z menoj. Pa nekaj Jurija preživnine bo za na mesec plačuvati. Jaz rabim to. Resno rabim to v življenju. Moram narediti toti korak. Kaj si tak tiho? Kaj pa ti rabiš? Jaz nič ne rabim. Imam vse, kaj nucam. Kako to misliš? Edini v avtu imam airbag. No in res na tak način preskočiš večerjo? Ne, si kar privoščim, pa pojem normalno, tako kot je. Ja. No, tisto s airbagom pa... Črni humor, ne? Črni To je pa malo humor. črnega humorja. Včasih probava tudi to, pa včasih uspe, tako da v tem videu je zelo uspel, včasih pa ne uspe. Ne? No, me zanima še glede na to, da imata 4 majhne otroke, koliko so pravzaprav stari, boš ti povedala? Ja, Neža je 8, Tobija je 7, Izak bo čez par dni 3 leta, Rafael pa bo novembra 2. Kako se zorganizirate, recimo, kako poteka en takšen vaš dan? Vrtec, šolo? Zdaj lahko pohvalim Matjaža, da je, ko mene ni bilo doma, je uvedel novi urnik jutranji, tako da prej smo hodili za malo pred 8, vsi 4, 2 v vrtec, 2 v šolo k veliki nedelji, zdaj pa je Ata zorganiziral, da on začne ob 7 delati, da že vjutro vse porihtamo in Ata to naredi, pa so se otroci tako navadili, pol pa iz službe po njih. Te pa malo sem pa tja, te Matjaž gre na svoj dnevni sprehod z psičko in na kavico, sosedi na kavico, te pa spet malo druženja z otroci, pa zdaj hvala Bogu. Potem Matjaž malo začne težiti, da gremo snemati. Te Matjaž me zmeraj začne težiti, da gremo snemati, ali pa se to zgodi že prej, ampak moramo 5 do 5 biti konec, ker ono 5 je zmenjeni na kavici. Tako da te posnamemo, te si Matjaž vzame tistih 10-15 minut, da to vse skupaj naredi, objavi, otroci gor dol malo igranja, večerja, tuširanje, urejanje. Klasika, čisto normalno. Klasika. Čujete kaj, babico tudi v... Mislim, je kar vključena v samo vzgojo in vse. Zelo dosti čuva, Ja. tako da brez babice Ja, bi zelo bi težko. težko naredili to vse, ja. Fino, zelo me je veselilo, da ste si vzela torej čas. Kje pa sta recimo najbolj popularna? Sta že to ugotovila, katero območje v Sloveniji, odkot prihaja največ všečkov? To vidiva, ko kam greva, ne? Da sva, kak prestopiva nekak mejo, občinsko mejo naše občine, če se greva kopat, ne vem, lani smo se šli v Ljutomer, tam so vsi okoli naj, vsi se hoteli slikati. Tako da v bistvu doma smo pač midva, ne, kot dva normalna, navadna človeka, kako pa greva ven, pa naju zelo, predvsem otroci iz tega TikToka naju zelo prepoznajo, pa tako da... Ja, pa bi se poceli, zdaj ko smo recimo na TikToku je možnost, da greš live z svojimi oboževalci ali sledilci, greš v živo, pa so kar z cele Slovenije, ne, tako se... Ja, greva čez vikend, greva zvečer, ko damo otroke spat, pa greva v živo in pol res cele Slovenije, pišejo in so cel čas prisotni z nama, tako da imamo že prave, kako se reče to, srečanja, ne. Srečanja in kar vestne... Zelo vestne oboževalce. Oboževalce, ki so kar redno takrat v živo z nama, no. Je pa zanimivo, da pač nekateri, malo kdaj je isti skeč popularen tako na Facebooku kot na TikToku, ker se vidi, da na TikToku so dosti mlajši gledalci. In temu so, drugače... Ja, in so jim smešni, bolj preprosti ali pa taki skeči, medtem ko na Facebooku pa tudi kakšni taki bolj, ja. Črni humor. Ja. Ja, zanimivo, no? Kako pa pravzaprav mladi dojemajo mlajši, torej ne otroci, ne? Ja. Pač tisti, ki znajo biti najbolj kritični. Ja, tak, ne, tako, rečejo recimo, ne vem,
Zdaj, ko sem imel tu birmance, ko smo imeli Birmo, ne, ko učujem tudi veru, ko so mi govorili, so prišli do mene, pa so rekli, moja mama, moj ata se tako smejete, ko vas gledate, ne. Tako da za najstnike nismo najbolj tam, ne. Bolj za starše. Ja, bolj za starše ali pa male otroke, Ja. za najstnike nismo nekaj. Fino. Zelo me veseli, da ste si vzela čas, da se malo pogovorimo. Simona, tebi torej želimo vesel skok, ne, čez Hvala. 2-3 dni, ne, boš ti še v Ja, službi. tu nekje, ja. Upam, da nimaš kakih posledic od te nesrečne kolo. Zdaj trenutno kaže, da ni, pa upam, da jih ne bo. Tako da se vračam v formu, no telo se vrača v staro formo, malo mogoče sem bolj utrujena, ampak bo to tudi. No, kakšni pa so bili pravzaprav ti, pač je to tudi zanimiva tematika, čeprav ne spada k Aktualna. skečem, je aktualna. Recimo, kakšni so bili prvi simptomi, kako si vedela, da boš torej, da je to najbrž to? Jaz bi si nekih simptomov nisem imela, no, bi se bolj samo bolečine v hrbtu. Je pa bilo zanimivo, da smo se potem šla skupaj testirati, V pa bistvu sem jaz bolel. ne, on je sem- zbolel Sem bil že najprej. 2 dni boge in je rekla, da se gre ona zraven testirati in so se šla oba. In potem je ona prva dobila potrjeni SMS, da ima. Te pa so se začeli simptomi, kar Še v istem dnevu še ni v mogla istem več na dnevu noge. nisem več mogla na noge se stati, pa pol so se pa začele težave z dihanjem, tako da je to se pol razvilo v to COVID pljučnico in zato sem pač potem pristala v bolnišnici, pa smo mogli tako reševati, ni bilo dovolj samo zdravljenja doma, no. Otroci so tudi bili okuženi ali so? Ne vemo, bili so v karanteni, seveda z mano, ne, jaz sem bil okužen, ampak so rekli zdravniki, da tako mali otrok, če ni kakšnih komplikacij, da jih niti ne testirajo, tako da malo so kašljali, tako da možno, da so bili okuženi. Ja. Ja, na začetku smo rekli, da se ne bomo pogovarjali na resne in žalostne teme. Upam, da smo naše gledalce tudi malo nasmejali, ne, v pogledu teh vajinih skečev. V glavnem še veliko takšnih dobrih idej vam želimo. To zdaj bolj Matjaža, ker on je na ideja. Ja, veliko takšnih dobrih idej ti želimo. Hvala za povabilo. Ne. Ja, upam hvala. seveda, da čez kakšno leto, ne, mogoče bo že kakšen takšen film, ne, kar nekaj minut. Ideje imam, ne, da bi, samo ni časa. Ne. Pa verjetno bi se, če bi mogla kaj daljšega snemati, bi bolj res kdo pristal na urgenci, ker bi se tako skregala vmes. Ker tako, da 5 minut snemava, je glih dovolj, da... Še manj. Ja. Ker Simona pač noče ponavljati, ne. Ona enkrat posname in reče, v redu, jaz pa rečem, dajva večkrat, da pol zmontiram najboljšo, ne. Saj veste, kako to poteka pri vas in... Mene ne moti, če mi kaki las stoji na posnetki v luft, njega pa ne. Tako da dostikrat moramo pol zaradi tega še ponavljati, ne. Dobro, končajmo reči. Še enkrat hvala lepa in veliko uspeha vam želim. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, malo je bilo to danes tako za poletno doživetje, veselo najbrž, upam, da smo vam polepšali večer. Bodite pa z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo med nami mladi politik Matej Hebar, bo naš gost in sicer iz gibanja GPS Ormož. Vse dobro vam želimo in srečno do takrat.